In naša gosta sta Marko Lotrič, predsednik stranke Fokus, ki je med predlagatelji zakona, sicer smo oddajo sprva povabili prvopodpisanega pod zakon Janeza Ciglerja Kralja. Z nami je tudi sokoordinator stranke Levica Luka Mesec. Dobro večer obema. Dobro večer. Torej, precej burna je bila danes razprava na skupnem odboru. Kot smo slišali, na drugem delu je bila omejena na 5 minut na poslanca. Kako komentirate to odločitev in tudi razpravo na današnjem odboru, gospod Lotrič? Poglejte, odbor dela skladno s poslovnikom Državnega zbora in s temu se je predsednik odbora, zdaj začasnega odbora, skupnega odločil, da bo na tak način pač vodil sejo. Lahko rečem, da sem pravzaprav presenečen, da so bili povabljeni oziroma da so lahko sodelovali v tej razpravi tudi predstavniki sindikatov, kar sicer pozdravljam, vendar predstavnikom gospodarstva ni bilo to omogočeno. Tako da že iz tega stališča lahko zdaj se vprašam, kdo je bil mogoče prikrajšan, da bi povedal svoja mnenja. Je pa res, da trenutno stanje... Ampak, prosite, ker vas prekinem, delodajalci niso prišli na današnjo sejo, sindikati pa so prišli, kaj ne? Ni jim bilo onemogočeno, preprosto prišli so sindikati, drži. No, nihče ni bil vabljen. Ampak prišli so pa sindikati, kaj ne? Ja, očitno so, dejansko so prišli, ne vem, kdo jih je povabil, ampak tako, kot smo videli že iz samega prispevka, so se nekako samo povabili in poskušali, bom rekel, verjetno svoje stališče povedati, kar pa seveda, bom rekel, vizavi enakopravnosti zagotovo ni prav. Gospod Mesec, današnja razprava? Danes ni bilo razprave. Parlamentarna večina se je odločila utišati vse, ki imajo kaj zapovedati o tem zakonu. Ta zakon kot prvo ni interventen, posega v 10 sistemskih zakonov, niti ni razvojen. To nas poskuša prepričati nastajajoča vlada, ki pravi, da je pod prejšnjo, se pravi vlado, katere del smo bili mi, šlo v gospodarstvu vse narobe. Kako je šlo v gospodarstvu vse narobe, lahko danes beremo na vašem portalu MMC RTV Slovenija v poročilu AJPES-a, kjer bomo videli, da je gospodarstvo v letu 2025, se pravi zadnjem letu naše vlade, ustvarilo preko 7 milijard evrov čistih dobičkov, 10 odstotnih točk višje dobičke kot predlani, da so samostojni podjetniki, ki naj bi jih mi uničevali, jih je bilo več kot predlani, ustvarjali so za 15 odstotkov višje dohodke kot prej in dodana vrednost na zaposlenega se je povišala na 67 tisoč evrov. To so rezultati, ki jih gospodarstvo pod prejšnjo vlado daje. A res rabimo interventni zakon, ki naj bi nekako pognal razvoj Slovenije, ker je ta v takem krču? Jaz mislim, da že tukaj se je treba vprašati, zakaj, kdo in s kakšnim razlogom nas to prepričuje. In drugo vprašanje je, zakaj ne dopušča razprave o tem. Kot ste pokazali v prispevku, zakonodajno-pravna služba je na 31 straneh opozorila, kaj vse je narobe. Vlada je danes pripravila mnenje, pa tega nismo pisali ministri, to so pisali resorji, se pravi ljudje, ki se desetletja tam ukvarjajo s temi vprašanji. 51 stransko mnenje, praktično na celi črti odklonilno. Jaz od nobenega predstavnika stroke še nisem prebral karkoli pozitivnega, pa lahko vprašate ekonomiste, lahko vprašate pravnike. No, tudi o tem bomo govorili med pogovorom, gospod Lotrič. Ta zakon, Prosite, ker vas prekinjam, tudi o tem bomo še govorili. Poglejte, razprava na današnjem odboru je potekala, je bila živahna z obeh strani. Lahko pa samo to povem, ko so trenutna vlada oziroma trenutna koalicija povedala, kar je želela povedati, vključno s sindikati, je ustala in odšla iz sestanka. Zaradi tega, ker niso želeli praktično slišati dejanskih ukrepov, niso hoteli slišati argumentov, ki jih ponuja ta zakon. Ta zakon imenuje se interventni zakon, gre pa po rednem postopku in so vključeni vsi deležniki v sprejem tega procesa. In lahko samo to povem, da, poglejte, treba se je hitro odzvati. Letošnji januar in februar, v primerjavi z lanskim januarjem in februarjem, je izvoz v Sloveniji padel za 38,9 odstotka. To je alarm.
Pri nas je seveda pred 4 leti na veliko se pisalo, oziroma predsednik vlade skupaj z svojim SD-jem in pa Levico so obljubljali 100.000 evrov dodane vrednosti. A danes se hvalimo z dobrimi 60.000 evri. Poglejte, brez takih ukrepov, ki jih ponuja in jih bo veljavil ta zakon, ne bomo prišli do neke produktivnosti, konkurenčnosti v mednarodnem okolju. Se pa strinjate, gospod Lotrič, podatke je omenil tudi gospod Mesec, torej AJPES je sporočil, lani so slovenska podjetja ustvarjala več kot 7 milijard evrov čistega dobička, prihodke in dodano vrednost na zaposlenega so povečale za 4%, čisti dobiček za 13%, to so spodbudni podatki, kaj ne? Jaz se veselim vseh teh podatkov, čestitam vsem podjetjem, ki so uspele ustvariti dobičke. Bom pa malo segmentiral te podatke. Poglejte, najprej se treba vprašati, katera podjetja so to ustvarjala. 4 sektorji. Prvo, zavarovalništvo, drugo, bančništvo, tretjo, farmacija. In v redu in super, da imamo mi taka podjetja. Ampak 99% je malih in srednjih podjetij v Sloveniji. Zaposlujejo 73% vseh zaposlenih v Sloveniji. Ustvarijo 60% GDP-ja v Sloveniji. To je hrbtenica slovenskega gospodarstva, kjer ostane tudi ta dobiček v Sloveniji in se razdeli med zaposlene. Prav. Omenimo torej pomanjkljivosti, tisto, kar nasprotniki tega zakona omenjajo kot največjo pomanjkljivost, to je, da bo prinesel milijardo evrov primanjkljaja. Ocene so sicer različne od 500 do milijarde, ampak na to opozarjajo tako ekonomisti, fiskalni svet. S čim ga bomo pokrili? Gospod Mesec, kaj menite o tem primanjkljaju, potem vaš odziv? Zdaj najprej med temi podjetji, malimi in srednjimi podjetji, veliko samostojnih podjetnikov, ki, kot sem prej rekel, so imeli lani v povprečju 15% više dohodke kot predlani. Drugo, če se pogovarjamo o krizi izvoza, ta je dejanska zaradi razmer v svetu, ampak kateri ukrep točno v tem zakonu pa naslavlja to krizo? Socialna kapica, a naslavlja prisilno upokojevanje, ki ga uvajajo, a naslavlja razbremenitev Airbnb-a, kaj točno ne bi naslavljali krizo izvoza? Jaz bi se strinjal in bi absolutno konstruktivno sodeloval pri zakonu, če bi ta imel kakršnokoli vizijo, da se z krizo, ki je zdaj dejansko pred nami, začnemo spopadati. Ta zakon nam bo pa otežil spopadanje s krizo, ker bo naredil kaj? 1 milijardo luknje, kar pomeni, da država v naslednjih mesecih in verjetno tudi letih ne bo imela arzenala za to, da bi se s krizo, ki pa je tukaj, soočala. Torej, zato je ta zakon treba ustaviti. In druga stvar, če smem sem dokončati, ko gospod Lotrič pravi, da danes na odboru opozicija ni hotela poslušati argumentov. Opozicija je danes zapustila odbor zaradi tega, ker je bila razprava onemogočena. Na odboru imajo poslanci po poslovniku Državnega zbora neomejeno razpravo in morajo imeti tako razpravo, glede na to, da se soočamo z 31 strani mnenja zakonodajno-pravne službe, s posegom v 10 sistemskih zakonov, z 51 stranskim mnenjem vlade. Treba se je v takem zakonu resno pogovoriti, ker ruši en kup družbenih podsistemov, ki so v tej državi. Jaz pa moram sem nekaj povedati. Glejte, sem tukaj, da povem, kaj je pa naredil gospod Černač kot predsednik odbora. On je rekel, vsak poslanec lahko razpravlja enkrat in v tej razpravi lahko razpravlja 5 minut. Potem pa vtihnite, pa gremo glasovati. To pa ni razprava. Gospod Lotrič, bili ste... komentiranje takega zakona. Gospod Lotrič, bili ste izvani, predvsem pa me zanima tudi to, včeraj je predsednik Državnega zbora sedel tukaj v studiu in dejal, s čim bodo naj bi se krpala ta proračunska luknja, tudi z bojem proti korupciji, optimizacijo javne uprave, preprečevanjem financiranja nepotrebnih socialnih transferjev in financiranja nepotrebnih nevladnih organizacij. Citirala sem ta odgovor, kje se bo torej krpalo in kako ta. Jaz bi najprej rad povedal odziv na teh 15% povečanje prometa. A je kdo zastrigel z ušesi? 15% povečanje prometa, to ni dobiček. Promet, seveda, vsi so iskali dodaten posel, ker so povsod padle marže in so obrtniki in podjetniki in vsa podjetja rabila več prometa. Ampak ustvarjala bomo na koncu... Ampak vprašanje je bilo pa nekaj drugega. Na vaše vprašanje bom pa seveda odgovoril. Poglejte, strani, čez 50 strani, ki jih je pripravila ta vlada na ta zakon, niso, uredna to, da si jih, podrobno ogledamo. Zakaj? Zakon o čezmejnem upravljanju storitev, katere je sprejela ta vlada, je odneslo iz Slovenije več kot 15.000 zaposlenih. Podjetja, ki so morala preseliti
sedeže podjetje, predvsem na Hrvaško, je državno blagajno osiromašila za 200 milijonov vsako leto. In če mi pogledamo, da ta zakon bo v končni konstelaciji stal okrog 700, od 600 do 700 milijonov, moramo povedati, da danes ne govorimo več o tem, da bomo znižali na 9% vse energente in tako in za vse, ampak jih bomo znižali takrat, ko bo vlada ocenila, da je to potreben. Ta paket je vreden skoraj 200 milijonov. Se pravi, govorimo o 600 do 700 milijonov vrednem paketu. Ampak pogledajte, zakon velja od 1. julija naprej. Kaj to pomeni? Da bomo letos približno porabili dobrih 300 milijonov za to, da bo Slovenija postala konkurenčna, zato da bomo te kadre, ki jih absolutno nujno rabimo, ne samo mlade, zadržali v Sloveniji, da bomo da bomo strokovnjake povabili nazaj v Slovenijo. Ampak krpanje luknje v javni blagajni pa bo ostalo na nek način, na dolgi rok. Ne bo. Zaradi tega, pogledajte, ta vlada je financirala dejansko projekte, ki so prinašale jezo med ljudi. 200 milijonov so vrgli v zdravstvo v prvem letu. In kaj je bilo iz tega? Ja, popolnoma nič. Samo dolgotrajne čakalne vrste so se ljudem pojavili. Ljudem so povečali, recimo, zakon o javnih plačah v javnem sektorju. Kaj nam je prinesel? Vsi so dobili večje plače, razen tisti na najnižjih plačah. A je to sektor? In pogledajte, 700 milijonov so takrat rekli, da bodo potrebovali za korekcijo plač v javnem sektorju. Povečali so neskladja med zaposlenimi v javnem sektorju in še nekaj, končni izračun pokaže, da je ta vlada porabila za javni sektor 1,8 milijarde in torej, primanjkljaj vas ne skrbi. O dolgotrajni oskrbi sploh ne govorim. Potem težko danes nocoj v tem studiu nadaljujemo. Tu je denar. Torej, tukaj bi jemali in potem pokrivali luknjo, če bi do nje prišlo v se jaz trdim, da do te luknje ne bo prišlo. Ampak vendarle, predlagatelji govorijo o 570 milijonih, torej o neki luknji se govori. Oprostite, ker vas prekinjam, ker se naš čas izteka. Gospod Mesec, končajte, potem pa nadaljujemo še z novo temo. Ja, gledajte, jaz bom sam rekel, da mene res zelo skrbi, da pride predstavnik bodoče vlade in reče, ni vredno brati tih 51 strani, ki so jih napisali Ministrstvo za finance, Ministrstvo za delo, Ministrstvo za zdravje in drugi zainteresirani resori. To pomeni, da bodoča vlada niti ljudi na resorjih, ki skrbijo za področje, ne bo poslušala. Druga stvar, če fiskalni svet reče 1 milijarda bo luknje, če Ministrstvo za finance, stroka na Ministrstvo za finance oceni, luknja bo med 1 do 1,3 milijarde, pa reče gospod Lotrič, luknje sploh ne bo. Glejte, zelo hitro vas bo srečala realnost. In če mislite, da je naša vlada jezila ljudi, mislim, da je čas, da začnete poslušati, kako ta zakon jezi vse tiste ljudi, ki jih nočete slišati. Se opravičujem, oprostite, ker vas prekinjam, gospod Lotrič, tukaj moramo končati. Samo še stavek vam bom dala po tele kratki vesti. Na kolegiju predsednika Državnega zbora bodo namreč jutri obravnavali tudi razdelitev predsedniških mest v parlamentarnih odborih in komisijah. Po predlogu delitve bi največ položajev pripadlo SDS-u, vodil bi 8 od 23 delovnih teles, največja poslanska skupina Svoboda bi jih dobila 5, trikrat manjši trojček strank Nova Slovenija, SLS in Fokus bi vodil 4 delovna telesa, 2 pa bi vodil SD, po 1 bi pripadlo Levici in Vesni, Demokratom in Resnici. Zanima me še, torej danes je bila na mizi, je bilo govora o tem, da naj bi se vaš trojček odpovedal vodenju 1, morda 2 delovnim telesom v prid Svobode. Se strinjate s tako razdelitvijo oziroma z odpovedjo vodenju kakšnega delovnega telesa, posebno na kratko? Poglejte, predlog je na mizi. Jaz mislim, da je usklajen skladno z Poslovnikom Državnega zbora in odpovedati se iz čistega mira verjamem, da ni potrebno, predvsem zato, ker imajo naši, se pravi, predsedniki, bodoči predsedniki, kandidati za predsednika, zelo dobre predloge, kako voditi, kako spremeniti, da bodo tako, bom rekel, kot ta zakon, to več moram povedati, lejte, 550 tisoč ljudi naslavlja. 50 tisoč upokojencev. 50 tisoč v zdravstvu. Moram prekiniti, gospod Mesec, vaše vprašanje, samo še tole, Svoboda naj bi dobila vsa nadzorna telesa, vaša stranka 1 komisijo. Se strinjate s tako razdelitvijo? Zdaj,
osnova demokratične politične higiene je, da razdelitev delovnih mest v državnem zboru odraža volilni rezultat. Tukaj mislim, da ste sami lepo pokazali nesorazmerje. Svoboda z 29 poslanci ima 5 mest, NSI z 9 poslanci ima 4 mesta. To je stvar, ki jo bomo morali jutri razrešiti na kolegiju. Zdaj, kar se nas tiče, Levice, mi se seveda pač moramo sprijazniti svojim volilnim rezultatom in glede na to se pač tudi ustrezno pogajamo na kolegiju predsednika državnega zbora o delovnih mestih. Nam pa eno predsedniško mesto pripada in to je to in nič več ne bomo zahtevali. Hvala obema. Razpravo tudi o intervencijskem zakonu bomo seveda nadaljevali v prihodnjih priložnostih. Hvala še enkrat. Hvala.